Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V nocojšnji oddaji Župan z vami je tukaj v studiu VTV z vami in seveda tudi z nami župan občine Rogatec, gospod Martin Mikolič, ki mu želim prijazen dober večer. Ja, dobro večer, tudi z moje strani seveda prisrčen pozdrav vam, vsem gledalkam in gledalcem VTV vaše televizije. Naporni so, gospod Mikolič, tile decembrski dnevi, pa mogoče ne samo decembrski, županovanje je kar naporna reč, ne? Ja, prav gotovo. Ja, vsekakor v celem letu, vsak mesec pač ima svoj specifiko. Jaz vedno pravim, da je specifično pač to, da moramo fejst delati, ne? December je pa, bi rekel, z vidika nekih slovesnosti, različnih prireditev in tako dalje še bolj obremenjujoč, ampak nekako se poskušamo župani pač potruditi, da nekako tudi v mesecu decembru, pravzaprav, da smo aktivni, da pravzaprav sodelujemo na vseh tistih zadevah, ki pravzaprav pomenijo tudi neko, ali pa prinašajo tudi praznično razpoloženje. No, čeprav, če rečeva po domače, vi imate vendarle županovanje kar v malem prstu, a ne? Glede na vse mandate, ki so za vami. Ja, to je res, ne, se pravi, neko časovno obdobje moje 20 let oziroma 21 let ti pravzaprav res prinese določene izkušnje, prav gotovo ti to prav pride, predvsem ob, bi rekel, različnih priložnostih, ki nekako poskušaš, da boš to nekako rutinsko postoril. Ampak vedno pa je kaj novega, kar je izziv, recimo, in če rečeva tako čisto na kratko, recimo tale svet Savinjske regije županov, ki ste ga imeli danes, je vedno znova in tak izziv, kako najti kompromise med vsemi župani, ki se sestajate, med vsemi projekti, ki jih imate. Ni enostavno, a ne? Ja, jaz menim, da sploh sedaj ni enostavno in ne bo enostavno, predvsem v tej novi finančni perspektivi, ki je pred nami, oziroma je že leto dni je že okrog, oziroma dobro leto, in pravzaprav danes smo se na svetu regije pogovarjali o aktualnih projektih, ki bi naj šli v ta razpis za dogovor. Je res, da tu moramo nekako župani, vsi župani Savinjske regije, pa bi rekel vse ostale, bi rekel tudi strokovne službe posameznih občin, se pač potruditi, da imamo tiste projekte, predvsem misli, ki so res regijskega pomena in dejansko, da bojo tudi neke dodane vrednosti prinesle v tako imenovani Savinjski regiji. In jaz menim, da nekateri projekti so res dobri, dobro tudi pripravljeni in menim, da tudi tisti bojo pravzaprav prioritetni. Rogatec, občina Rogatec ni zelo velika občina, pa vendarle ima vse tisto, če rečeva tako, kar imajo veliki, tudi najbrž svoje prednosti in svoje slabosti. Ja, res je, občina Rogatec je nastala leta 1994 z uvedbo lokalne samouprave, smo res ena od manjših občin v Sloveniji, 3200 prebivalcev imamo, 3 krajevne skupnosti, Dovec, Donačka Gora in Rogatec, se pravi površina okrog 40 kvadratnih kilometrih. No, mogoče neka specifika, predvsem glede na to, da smo obmejna občina z 2 mejnima prehodoma Rogatec, Dobovec, bi mogoče to omenil, a veste, ko smo mi nastali leta 1994, par let smo se, predvsem jaz kot župan, to želim velikokrat, oziroma poudarim nekako, s čim smo se mi vse morali takrat ukvarjati, da je ta lokalna samouprava zaživela, da smo poskušali biti ali postajati čim boljši servis za občane, se pravi, da smo nekako začeli zagotavljati potrebno primerno infrastrukturo za te naše ljudi. Jaz kot župan občine Rogatec sem se pa zraven vsega tega še moral prva leta, ali pa bi rekel 5-6 let ukvarjati s tem, da smo reševali določene probleme na mejnih prehodih. Vemo, da smo v Rogatcu imeli gospodinjstva, ljudje, prebivalci so skozi mejni prehod se morali voziti, enako je bilo na mejnem prehodu Dobovec, tako da smo pač nekateri zraven, bi rekel, tistih zakonsko obveznih nalogah, ki jih je zakonodaja nalagala lokalne skupnosti, se še morali z nekaterimi stvarmi ukvarjati, ki so pravzaprav bile nekako državnega pomena, če lahko tako rečem. Danes se spet neka zadeva ponavlja, danes vemo, da imamo primer beguncev,
begunska kriza in vse ostalo, in tu smo spet na udaru obmejne občine, ker je to spet ena dodatna naloga, s katero se moramo ukvarjati. Zato rad velikokrat tudi izpostavim ta problem, da je zakon o financiranju občin pač nek zakon, ki nekako pospešuje glede načina financiranja, ki ampak bi bil bolj pravičen, da bi se v zakonu uvedli še nekateri kriteriji, recimo to, kar sem jaz sedaj izpostavil, kar pravzaprav se tangira nekaterih obmejnih občin, ki imajo tudi mejne prehode. Kar nekaj težav bo najbrž s financiranjem občin, kolikor smo slišali, pravzaprav ni župana, ki bi bil zdaj po novem zadovoljen glede vsega, kar je bilo sklenjeno na državnem nivoju. Ja, poglejte, mi župani, sem trdno prepričan, že kar nekaj let nismo zadovoljni glede tega, kar se dogaja v Republiki Sloveniji in se nanaša na občine. A veste, v zadnjih letih dobesedno vemo, priznamo in tudi spoštujemo vse odločitve, ki so res vezane bile v preteklosti na neko situacijo, ki je bila v Sloveniji glede gospodarske krize, ekonomske krize in tako dalje. Ampak, da se zateguje pas samo za lokalni nivo, s tem se mi ne moramo strinjati, oziroma vam moram tako povedati, nekatere občine že komaj še, da dihamo, kar se tiče izvajanja zakonsko obveznih nalog, da sploh ne razmišljamo o nekih investicijah, ki pomenijo nek dodaten denar. In tudi v letošnjem letu se je popolnoma enako zgodilo kot lani, bi rekel še slabše. Glavarina, se pravi, je trenutno v državnem zboru po sprejetem ZIPROT-u 522. To pomeni, da država je pravzaprav nekako popustila pri vseh ostalih, bi rekel, partnerjih oziroma tistih, ki so pač določene pogoje postavljali, to predvsem mislim sindikat, različne sindikate, ker so pravzaprav se bodo v prihodnje sprostila tako imenovano napredovanje, ampak to pomeni spet več denarja v občinskem proračunu, predvsem za plače, za vzgojo in izobraževanje, predvsem mislim na vrtce in tako dalje. Tako da jaz upam, da še je čas, da se še z vlado pogovorimo glede tega in upam tudi, da bo tudi država znala prisluhniti, da pravzaprav mi imamo občine predvsem zaradi tega, da poskrbimo za vse prebivalce Slovenije, ki so pač živijo v teh naših 212 občin v Sloveniji, upravljamo, bi rekel, tisto najbolj pomembno delo za ljudi, se pravi, da imajo naši ljudje, naši prebivalci, naši občani neke normalne pogoje za življenje. To uresničujemo mi, lokalne skupnosti. Vemo, da tudi vse največje investicije v zadnjih letih so se pravzaprav res izvajale v občinah. Pa bom tudi zaključil s tem, da pravzaprav smo občine tistih, bi rekel, smo pri vsaki investiciji zelo racionalni, mi znamo iz enega evra narediti dva in ravno zaradi tega se tudi postorilo na lokalnem nivoju. Morda mi dovolite ob tem še vprašanje. Nekaj časa je bilo veliko govora o tem združevanju. Če so občine manjše kot določeno število prebivalcev, naj bi se spet združevale, ampak tisti splošni vtis je, recimo tudi pri manjših občinah, če bi bile del večje občine, najbrž razvoj ne bi bil nikoli takšen, kot je zdaj, recimo tudi v občini Rogatec. Je ravno to, kar ste zdaj povedali, to drži, ne? In lokalna samouprava je prinesla ogromno pozitivnega. Pač novonastalim občinam je bila dana možnost, da same odločajo o svoji usodi, se pravi o svojem napredku in tako dalje. In jaz sem trdno prepričan, če govorim pa za občino Rogatec pa sploh, da smo znali to izkoristiti. Se pravi, da smo na lokalnem nivoju se odločili, predvsem bi rekel, da je tu zelo pomembno tudi bi rekel, občinski svet, ne? Ker vemo, da se proračuni sprejemajo na občinskem svetu, ampak bi rekel, vseh slovenskih občinah jim je na prvem mestu prav gotovo cilj razvoj. In tega razvojnega denarja v preteklosti bilo je, bi rekel, tudi evropskih sredstev in predvsem tako imenovane podeželske občine so si uredile to osnovno infrastrukturo. Jaz sem trdno prepričan, da če bi še danes bile
tiste občine 65, koliko smo jih imeli pred uvedbo leta 94 oziroma 95 pred uvedbo lokalne samoprave, bi danes bila popolnoma drugačna slika na, tako imenovanih odročnih ali podeželskih občinah, ker vemo, kako je zadeva tekla v preteklosti, tam nekako okrog centrov teh občin se je marsikaj postorilo, na tiste obrobne kraje se je pa pozabilo. In jaz pa podpiram res to, da bi pa nekatere naloge, ki se izvajajo recimo v posameznih manjših občin, lahko združevali, to pomeni to, kar že nekako funkcionira, ampak to še ni maksimalno ali pa v celoti izkoriščeno, da se ustanavljajo tako imenovani skupni občinski organi. Skupni občinski organi pa pomenijo, da se določene naloge, ki so pravzaprav skupnega pomena, lahko pač izvajajo za več občin. To pa je en del racionalnosti in prav gotovo to bi morali podpirati. No, ker ne glede na to, kako velika ali majhna je občina, pa mora skrbeti, recimo, tako kot ste rekli, 3 krajevne skupnosti, imate že tukaj potem težava, kako enakomerno porazdeliti denar, da se bodo vse 3 enakomerno razvijale, da ne bo katera prikrajšana, katera jezna, a ne, če pa recimo občina kot taka, recimo Rogatec, še del ene večje občine, pa to še toliko težje. Ja, prav gotovo. Jaz se strinjam s to vašo ugotovitvijo in to je to pravzaprav, kar je tiste, ki so takrat snovali zakon o lokalni samopravi, pa zakon o financiranju občin, pa bi rekel tudi nekako na novo porazdelitev občin Slovenije, so prav gotovo to imeli v mislih. In praksa je pokazala, da so takrat prav razmišljali. In zdaj ta sistem porušiti, ker naenkrat, tako kot so nekateri v vladi razmišljali v preteklosti, po mojem je zelo škodljiv. Gospod Mikolič, če bi vas vprašala za eno stvar, po kateri je občina Rogatec najbolj znana? Poglejte, jaz bom povedal dejstvo, tole, kar velikokrat rad povem. Vsaj jaz menim tako, da je občina Rogatec veliko najbolj prepoznavna po kulturni dediščini, ne? Ker mi v teh 20 letih smo tudi ogromno vlagali v finančnih sredstev ravno na to področje, se pravi ohranjanje kulturne dediščine. In sem skoraj prepričan, da smo najbrž ena od vodilnih občin Slovenije, če zdaj govorim glede na število prebivalcev, koliko denarja smo mi vložili v to. Govorim predvsem o stavbni kulturni dediščini, tisto, s čim razpolaga občina, po drugi strani pa tudi smo zelo ponosni na sakralne objekte, kjer je nadžupnija Rogatec tudi vložila v ogromno denarja v obnovo. In sem še enkrat, da zaključim z tem mojim prepričanjem, prav gotovo en najbolj prepoznavnih občin v Sloveniji po bogati kulturni dediščini, predvsem z vidika, koliko se je pri nas vložilo v obnovo te kulturne dediščine. Pa ostaniva malo pri teh objektih, da jih pokaževa tudi morda gledalkam in gledalcem, ki jih še ne poznajo, čeprav verjamem, da ga skoraj da niki ne bi poznal muzeja na prostem v Rogatcu. To je ena taka krasna ideja, možnost spoznavanja za najbrž tiste, ki tam delajo, predvsem pa za tiste, ki k vam prihajajo. Ja, muzej na prostem Rogatec je pravzaprav največji tovrstni muzej v Sloveniji, ne, je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, je pa tudi država, Republika Slovenija, lastnica muzeja na prostem. Se pravi, z muzejem pa upravlja Zavod za kulturo, turizem in razvoj, katerega je ustanovitelj občina Rogatec. In smo res ponosni na njega, ne, se pravi, pred dobrimi 30 leti, pravzaprav so nekateri entuzijasti iz Rogatca pač prišli do te ideje, da bi se na tem območje, kjer to danes stoji, to tudi realiziralo oziroma postopoma z leta v leto določeni objekti postavili. Ne. Pravzaprav pa ta muzej na prostem predstavlja, bi rekel, način življenja preprostega kmeta na tem območju pred cirka 200 leti. To pomeni, v kakšnem objektu je bival, kakšen je izgledal recimo kak gospodarski objekt, s čim se je ukvarjal, recimo kovačija je tam en od, bi rekel, primerov neke obrti oziroma, bi rekel, s tisto dejavnostjo, ki so se takrat ljudje ukvarjali. Tako da na tem
območju muzeja na prostem se pravzaprav lahko vse vidi, kar je pravzaprav bilo značilno za te naše kraje, samega Rogatec in bližnjo in daljno okolico, tako kot sem že omenil, pred približno 200 leti. Se pravi, to je neka kmetija, kmeta, bom bolj tak rekel, revnega kmeta, ki je živel na tem območju. Pa kako vam je uspelo v 20 letih ali kakšno leto več iz tega, bova rekla, malo neuglednega prostora narediti res največji muzej, ki je konkuriral tudi za Evropski muzej leta? Poglejte, zdaj pred nastankom občine je vse aktivnosti peljalo društvo za ureditev muzeja Rogatec, ki je bilo ustanovljeno takrat, ko se je pravzaprav ta pobuda dala, oziroma ko so začeli z aktivnim delom. Že kot društvo je bilo zelo aktivno in se je marsikaj naredilo. Mi smo, ko smo prevzeli kot občina najprej, ker najprej je občina pač določene zadeve nekaj let peljala, smo tudi takrat se trudili, da smo pridobili določena finančna sredstva, da so se dela nadaljevala. Seveda, ko se je ustanovil zavod, se je spet dograjevalo vse skupaj, ne? Ampak moram povedati, da je res Ministrstvo za kulturo, tako kot sem že omenil, pred dobrimi 30 leti imelo posluh za, bi rekel, to zadevo tukaj v Rogatcu, kjer danes muzej stoji, in je bila pravzaprav podpora vse skozi strani Ministrstva za kulturo. Vemo, da so včasih je bil kulturni tolar in tako dalje, in nekako se je pol to na osnovi dogovora z državo, ki je nekako planirala 4 tovrstne muzeje v Sloveniji. Od teh 4 dejansko vemo, da tudi Soline spadajo, recimo to sem se zdaj trenutno spomnil, v okvir nekega muzeja na prostem. Mislim, da danes Rogatec živi in je največji od tega in tudi dobro funkcionira, ne? Soline tudi vemo, da obstajajo, koliko se spomnim, je bil ta Račji dvor, Maribor in tako da, ampak se pravi, od teh 4 dejansko nekako, bi rekel, normalno funkcionira danes ta naš muzej na prostem v Rogatcu, ki je res največji v Sloveniji. So vaše prebivalke in prebivalci občine Rogatec ponosni na ta muzej? Ja, jaz mislim, da so, ne. Vsekakor pa moram povedati, jaz kar dosti se gibljem po Sloveniji in tako dalje. Jaz sem tudi od leta 2004 do 2008 bil v državnem zboru in se še danes spomnim, ko sem omenil, da sem z Rogatca, predvsem so takrat, tam pa imate vi muzej na prostem, ne. Se pravi, da je Rogatec predvsem prepoznaven po tem muzeju. Ampak nekako dobro ime širi zdaj tudi krasno prenovljen dvorec Strmol, pa zdaj v novejšem času rokodelski center. Skratka, res, tako kot ste rekli, kulturna dediščina, ki jo negujete. Ja, res je, gledajte, mi smo, ko smo nastali kot občina, je bil pravzaprav to naš prvi projekt, tudi obnova tako imenovanega dvorca Strmol ali pa graščine Strmol, ne. In meni je takrat tudi uspelo, da smo se s tem projektom vključili tako imenovani kulturni tolar in smo pravzaprav takrat 8 let, se pravi od leta 95, 2-3 je bil, takrat smo imeli ta slovesna predaja dvorca svojemu namenu, 2-3 je bila otvoritev, ne, uredil se je takrat centralni del, zdaj govorimo o notranjščini, ne, centralni del, zunanjščina pa na celotnem objektu. Ostalo je pa takrat še neobnovljen vzhodni in zahodni del, ne. Ampak to, kar smo obnovili zdaj v lanskem letu, oziroma letos maja smo to tudi uradno predali svojemu namenu. Pomembno je predvsem to, da z ureditvijo tega vzhodnega in zahodnega dela z namenom oživiti rokodelstvo, se pravi, to je, tako kot ste omenili, v teh prostorih imamo tako imenovani rokodelski center, ne, smo lahko še najbolj zadovoljni, da danes grad živi. A veste, nič ne pomeni, da si toliko in toliko denarja vložil, bodi si občinskega, državnega, pa evropskega, in da na konci, ko si to vse skupaj obnovil, imaš obnovljen grad, pa tam ni življenja, ne. In mi, domačini, predvsem pa tisti, ko pridejo v drugod si grad pogledat, predvsem zadovoljstvo je to, da vsak kotiček na gradu je danes izkoriščen in ima svoj namen in tudi vsebino.
in grad danes živi od različnih prireditev, kar se tiče v veliki dvorani, raznih koncertov, nastopov in tako dalje, do, bi rekel, vseh ostalih prostorov, predvsem mislim na to drugo nadstropje, kjer so različne razstave, bodisi občasne, bodisi stalne, do tega tako imenovanega rokodelskega centra, kjer pač poskušamo vsem obiskovalcem prikazati, bi rekel, te rokodelske spretnosti rokodelcev in tako dalje. In na to smo še pa sploh ponosni, se pravi, to, kar se je pa lani naredilo, kar nam je uspelo tudi res pridobiti evropska sredstva, da ljudje ne pridejo na grad, da si bojo samo grad pogledali, ampak predvsem, da je tam si lahko pogledajo, oziroma se sami udeležijo različnih delavnic, kar je zelo pomembno in tudi zanimivo za obiskovalce. Veste, nek objekt si pride še enkrat pogledati in če se tam drugo leto ne bo nič spremenilo, pa tretje leto te več ne zanima. Ne? Pri nas smo se pač lotili, nekako zavzeli ta pristop, da se morajo vsebine spreminjati, se pravi, da se izvajajo različne delavnice tam, kar pritegne potencialnega obiskovalca. Veliko delate na turizmu, ne, v vaši občini? Glejte, jaz sem prepričan, da je, rekel, kar se tiče nekega gospodarske panoge, turizem pri nas, kljub temu, da se mi ne moramo primerjati z Rogaško Slatino ali pa s Podčetrtkom, ko so naše sosednje občine, zelo pomemben. In ogromno vlagamo, ali rekel se trudimo, predvsem delamo na tem, da bi pravzaprav turizem bil en od tistih panog v Rogacu, kjer bi pač tudi lahko domači zaposlitev dobili. Predvsem naloga našega Zavoda za kulturo, turizem in razvoj pa je ta, da privabi v Rogatec čim več obiskovalcev in da ta obiskovalec, ko pride v Rogatec, ima cel dan kaj za delati pri nas, če zdaj ne rečem pod narekovajem. To pomeni, da se lahko pogleda muzej na prostem, da si lahko pogleda grad Strmol, da si lahko pogleda trg, da si lahko, ker smo tudi, lahko rečem, dokaj prepoznavni po tej naravni dediščini, se pravi Donačka gora, predel Log in tako dalje. In pač te naše naravne danosti pa kulturno dediščino moramo izkoristiti in mislim, da smo jo kar dobro do sedaj. Seveda nas še v prihodnje čaka kar veliko dela, če hočemo, da bomo uspešni. Verjamem, da ste tako lepo, slikovito predstavili, da mogoče tudi tale oddaja še privabi koga v Rogatec, da si Rogatec pogleda, če si ga do zdaj še ni. Povejte nam, kdo pa za dvorec Strmol skrbi, za ta rokodelski center, tudi vaš zavod? Ja, poglejte, mi smo pred par leti, ko smo ustanovili Zavod za kulturo, turizem in razvoj, pravzaprav ima nekaj oziroma bom rekel, kar precej nalog, ne? Ampak zelo pomembno je, da skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, se pravi vsi ti objekti, ki so razglašeni bodisi za kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena, z njimi upravlja zavod, se pravi konkretno tudi z graščino, z dvorcem Strmol. Potem je pa druga zelo pomembna naloga zraven tega, se pravi, da dela na turističnih ponudbah, ne? In to spet te zadeve, tako kot sem omenil, to upravlja zavod. Ne? Se pravi, ohranjanje kulturne dediščine in promocija, to je njihova naloga, zraven tega imajo še zavod skrbi za vse tiste, se pravi, te javne prostore, kot je tudi naš občinski objekt, ki je prav tako razglašen za kulturni spomenik, ne, se pravi, to je grajska pristava, ne, in tudi ta objekt smo obnovili, to je 5 segment kulturne dediščine, ker smo takrat tudi pridobili za to evropski denar, se pravi, da zavod skrbi tudi za vzdrževanje vseh javnih objektov, se pravi, kot našega omenil, pa kulturno dvorano, potem pa skrbi tudi za vso športno infrastrukturo. Veste, da imamo pri nas v Rogatcu tudi novo športno dvorano, da imamo novo nogometno igrišče, veliko igrišče z umetno travo, pa veliko nogometno igrišče z naravno travo, pa 2 igrišča odbojka na mivki. To je
ta športni kompleks okrog osnovne šole Rogatec in mi predvsem to tržimo, ne, in mi se še zraven, bi rekel, nekega turizma, teh naravnih danosti ali pa kulturne dediščine gremo v zadnjem obdobju tudi tako imenovanega športnega turizma, kajti vsako leto nekako poskušamo privabiti določene ekipe, bodisi košarkarske ali pa nogometne, predvsem nogometne smo v zadnjih 2-3 letih, so določeni evropski prvoligaši bili pri nas na priprava, se pravi nastanitvene kapacitete koristijo v Rogaški Slatini, mi pač trenutno tega nimamo, pri nas pa koristijo igrišče. Gospod župan, zdaj sva nekako govorila o tistem, kar se mogoče na prvi pogled vidi, a ne? In o čemer tudi prebivalke in prebivalci rečejo, to je lepo, a ne? Ampak po drugi strani so pa del življenja tudi kanalizacija, vodooskrba, skratka tista infrastruktura, ki se pa mogoče manj vidi, je pa tudi silno pomembna. No in tudi na tem segmentu ste naredili zelo veliko. Ja, glejte, jaz vem, da je največji problem pred 20 leti pri nas bil, ali pa so bili, ne, se pravi neurejena občinska cestna infrastruktura, vodovod, kanalizacija, skratka to, kar imate v mislih. In na teh področjih smo res kar ogromno postorili, ne. Zdaj, kar se tiče zadnjega večjega projekta, oziroma kar velikega projekta, je bil projekt tako imenovan reševanje vodooskrbe v porečju reke Sotle, je pravzaprav bil projekt 5 občin na območju Obsotelja in Kozjanskega in v naši občini se je zamenjalo 7 kilometrov teh azbestnih cevi z cevmi, ki pač ustrezajo vodooskrbi. Tako da to je bil zelo pomemben projekt, vreden okrog 1,2 milijona evrov. Večji del sredstev smo vse občine pridobile iz kohezije, se pravi iz Evrope. Projekt se je uspešno zaključil, tudi uporabno dovoljenje smo pridobili, tako da s tem smo pravzaprav nekako izboljšali kvaliteto vode v naši občini. Je pa res, da nekako, kar se tiče javnega vodovodnega omrežja, imamo v Rogatcu, bi rekel, skoraj večji del rešen. Omenjate tako pri kulturni obnovi kulturne dediščine, kot tudi zdaj pri tej vodooskrbi evropska sredstva, ampak tudi ta ne padejo sama od sebe, zato se je treba potruditi, imate zato verjetno posebne ljudi, posebne komisije, ki na tem delajo, da so se recimo ta sredstva res dala pridobiti, koristno uporabiti in tudi pokazati, da so bila v prave namene porabljena. Ja, gledajte, ko je začel biti aktualen evropski denar, se pravi od leta 2006 naprej, 2007, ne veste, da je nova finančna perspektiva bivša, se začela leta 2007 in zaključila v letu 2014, smo mi takrat nekako pripravljeni vstopili v to. Pa tudi, že bi rekel, predtem, ko so bila predvsem domača sredstva na razpolago, ne? In to je spet Zavod za kulturo, turizem in razvoj, zdaj pa poudaril razvoj, ne? In mi v tem zavodu imamo tudi zaposlene 2 kolegici, ki pravzaprav delajo, ena pokriva področje kmetijstva, druga pa tako imenovano področje razvoja in gospodarstva, ne? In moram povedati, vso potrebno dokumentacijo, ki smo jo pravzaprav morali pripraviti za različne razpise, to mi vse sami pripravljamo, oziroma te 2 kolegi, oziroma predvsem, ko se gre za te razpise, je na vseh zadevah to področje pokriva magistra Suzana Likar, zadeve zelo dobro obvlada, velikokrat smo bili pohvaljeni celo, da smo vzorčni primer, kako je potrebno razpisno, bi rekel, dokumentacijo za razpis pripraviti in zaradi tega smo pravzaprav bili tudi v preteklosti dokaj uspešni pri črpanju različnih bodisi domačega, bodisi evropskega denarja. Tako da mi to vse delamo v lastni hiši, ne, kar se pa tiče izdelavo projektne dokumentacije, se pravi od projekta za gradbeno dovoljenje, projekta za izvedbo in tako dalje, to pa tako vemo, da delajo, to so pač različne projektantske organizacije. Vse, kar se pa ostalega tiče, pa smo vedno pripravljali sami. In če ste župani tako nasplošno kar radi povedali, da ste počrpali
marsikatero možnost za pridobitev evropskih sredstev, pa zdaj v tej finančni perspektivi ne bo več tako, ne? Ja, kot kaže, ne, oziroma to so dejstva, razen če se ne bo spremenil operativni program. No, mi smo danes ravno na seji Sveta Savinjske regije sprejeli sklep, da predlagamo vladi, da ponovno poseže v operativni program. Vemo, da operativni program se je pripravljal kar nekaj let. Operativni program potrdi Evropska komisija in takšnega, ko smo pač mi priložili, je tudi bil potrjen. So pa navodila smo dobili strani Evropske komisije, ampak veste, kaj se je na koncu pravzaprav zgodilo, oziroma takšni so zaključki. Mi, naša vlada, že prejšnja, ne ta, vemo, da je prejšnja vlada pripravljala ta operativni program, so se striktno držali vseh tistih navodil, kar je bilo zapisano. To pa pomeni, da je operativni program tako sestavljen z takšno vsebino, da dejansko od pričakovanih 3 milijone, zdaj govorimo o okvirnih številkah, 3 milijarde evropskega denarja, pade recimo na občine kakšnih 200 ali 250, pa recimo 300 milijonov, vse ostali denar gre v druge namene. Predvsem bi rekel za pospeševanje gospodarskega razvoja, ampak predvsem tako imenovanih visokotehnoloških ali pa gre to v akademske sfere in tako dalje, kar smo mi dokaj veliki skeptiki občine, se pravi občine oziroma župani, ali bo ta denar res racionalno porabljen v prihodnje. Tudi sam sem v gospodarstvu delal in vedno bom podpiral gospodarstvo, kar je zelo pomembno, predvsem, kje so velike dodane vrednosti, ampak če bo ta denar samo se vrtel okrog raznih inštitutov pa univerz, potem imamo tu mi kar velike pomisleke. Največje pomisleke oziroma največja težava je pa v tem, da dejansko za to osnovno infrastrukturo, kjer še pa marsikaj ni postorjenega v občini, kljub temu, da se je ogromno naredilo, kot govorimo o infrastrukturi, ko imamo v mislih še občinske ceste, vodovodi, reševanje odpadnih voda in tako dalje, še marsikaj bi se moralo ogromno postoriti, narediti, za ta namen pa v tej finančni perspektivi ni denarja. In ravno zaradi tega smo mi pač danes na Svetu regije dali pobudo za spremembo operativnega programa, kjer ravno to sem hotel tudi povedati, da mi smo se pač držali tistega ali tistih navodil, kar je prišlo iz Bruslja, nekatere druge države, enakovredne nam, kar se tiče pristopa v EU, pa bi rekel glede razvitosti in tako dalje, so pa malo spremenile zadevo oziroma dale neke druge vsebine, kar je tudi bilo zadovoljivo za komisijo. Tako da jaz mislim, da smo tu naredili kar veliko napako. To so pravzaprav ugotavljali tudi na svetu vzhodne in zahodne kohezijske regije, ampak potem so nekako, bi rekel, termini za potrditev operativnega programa bili zelo kratki in na koncu je prišlo do izseljevanja, da so pač nekako pol na svetu obeh regij, govorimo o vzhodni in zahodni regiji, kohezijski regiji, da so to pol potrdili. Gospod župan, veliko ste župani, tudi vi, župan občine Rogatec, govorili o sprejetju občinskih prostorskih načrtov. Tu so bile nekje malo večje težave, malo manjše, vi ste ga lani sprejeli in kolikor vem, ste nekako opredelili v tem občinskem prostorskem načrtu tudi območje za nastanitvene objekte, glede na to, da ste rekli, da nogometaši, ki prihajajo, bivajo v sosednji občini in se trenirajo pri vas. Ste je na tem področju že kaj premaknilo ali časi niso takšni, ki bi bili temu naklonjeni? Ja, glejte, jaz sem bil lani zadovoljen, da smo mi ta občinski prostorski načrt sprejeli, ker smo ga pravzaprav začeli delati leta, mislim, da
8, veste, koliko let je preteklo, ampak nismo mi izjema. Nekatere občine so še dalj časa, oziroma tako bom rekel, še danes marsikatera občina sploh nima občinska prostorska načrta pod streho. Ne? Vemo, da se leta 2007, mislim, da je 2007, ravno takrat, ko sem še jaz bil v Državnem zboru, smo takrat sprejeli nov zakon o graditvi objektov in nov zakon o urejanju prostora. In takrat se je na veliko govorilo, tudi sam sem bil v koaliciji takrat, vemo, da je to minister za okolje in prostor to zakonodajo pripravilo, konkretno minister gospod Podobnik, se je govorilo ravno o tem, da se bojo pač birokratske ovire pri sprejemanju tega občinska prostorska načrta odpravlja, da bo to časovno veliko prej se dalo spraviti pod streho, ampak kaj se je zgodilo? Nič se ni izboljšalo kot prej. Občine smo leta in leta se trudili, ko smo že skoraj bili pred zaključkom sprejetja, še nekdo se je pojavil zraven, ja, tudi mi moramo dati soglasje, še to študijo je potrebno narediti in tako dalje. Da ne govorimo, koliko finančnih sredstev smo vložili v pripravo tega plana. Konkretno za Rogatec smo mogli še, ko so že leto dni prej smo mislili, da imamo vse zaključeno, so se še spomnili, glede na to, da je reka Sotla na območju prve kategorije poplavne ogroženosti, glede na to, da imamo mi tam tako imenovano industrijsko cono, ja, še je potrebno pripraviti študijo, katere dejavnosti se lahko sploh tam izvajajo in tako dalje. Tako da sem bil še najbolj srečen, da smo lahko mi leta 2015 v to plan nekako spravili, ga sprejeli. Ne? Res je tudi, da smo opredelili to, za ko me sprašujete glede novih nastanitvenih kapacitet in ravno zaradi tega, kar sem že prej omenil, oziroma ste me vi zdaj spet opomnili na to, ker mi tudi sam menim, da bi bilo zelo dobro, če bi v Rogatcu imeli tudi, bi rekel, te tako nastanitvene kapacitete, ravno predvsem na področju dejavnosti športnega turizma. Ne. Zdaj moram vam tako povedati, ali so časi naklonjeni ali ni. Jaz menim, da tista najhujša kriza je nekako le mimo in mi moramo za to območje sprejeti še občinski podrobni prostorski načrt, ker bo podrobno prvo opredeljeno, kakšni objekti bi naj tam bili, pa bi rekel tudi vsa ostala infrastruktura predstavljena, ampak mi nekako bomo v prihodnje poskušali najti potencialnega investitorja in dokler investitorja ne bo, ne, takrat pač se zadeve ne bomo mogli lotiti. Ne. Ampak mogoče kako javno-zasebno partnerstvo v prihodnje bo spet aktualno in moram pa povedati, da najpomembnejše pa to, da res imamo to opredeljeno v občinskem prostorskem načrtu. Ne. Jaz samo upam, ker spet poslušam, ne, da bo se spet spremenil, oziroma zadnjič je ministrica za okolje in prostor omenila, da imajo spet novi zakon, oziroma se pripravlja novi zakon na tem področju, kar pomeni ravno z teh vidikov zadeve poenostaviti, ne, ampak ne vem, kaj bo to spet pomenilo, ali bomo mogli spet novi zakon sprejemati, ali bo samo, bi rekel, ali bojo samo na osnovi zakona o urejanju prostora pač potrebno te občinske prostorske plane samo kaj novelirati. Jaz upam, da ne bo vedno, ko pride nova oblast, pripravila nova oblast, tako je pač v preteklosti bilo svoje nove ideje, nove zakone, predvsem z vidika oziroma v kontekstu, kar jaz podpiram, da bo čim manj birokratskih ovir, ampak rezultati so vedno bili ravno kontra, da vsakim novim zakonom je bilo potrebno še pravzaprav več dela. Mimogrede ste prej omenili tudi vaše Trško jedro, njegovo ureditev, zdaj nekako snujete celo obvoznico ob tem Trškem jedru. Ja, gledajte, kar se tiče konkretno obvoznice, ne je aktualna obvoznica že kar 20 let, oziroma pred 20 leti, ravno takrat, ko smo tudi postala občina, oziroma eno leto prej so se izdelale idejne zasnove za Rogatec, konkretno za prometno infrastrukturo, se pravi reševanja prometa na samem območju Rogatca, se pravi od Trškega jedra do tako imenovanega južnega dela, ker poteka glavna cesta G2-107 proti mejnemu prehodu, drugi del pa Trško jedro. Ne? In tisti prvi del
kar se tiče glavne ceste, veste, da smo, mislim, da ne lani, že predlani, ne, smo obvoznico Rogatec, se pravi z novim krožiščem, kolesarskimi stezami, pešpot prek reke Draganje tudi predali svojemu namenu. Se pravi, da ta en del se je realiziral. Se je realiziral na glavni cesti, kjer pač je večji promet. Ne. Dokaj velik promet je tudi skozi Trg, ker poteka regionalna cesta. In bi rekel, zdaj nekako pa bi naj prišlo na vrsto, bi rekel, urejanje prometa v Trgu, kjer je pač nek koridor nove ceste predviden ob vodotoku Draganja. Je pa res, da nekako je Zavod za varstvo kulturne dediščine ali pa konkretno Ministrstvo za kulturo vedno imelo pomisleke glede umestitve ceste v prostor pod graščino Strmol. Ne. In to so nekako bili proti temu, ne, ker bo pa zaprav nekako spremenjena podoba ali pa videz tistega območja. Tako da smo mi v letošnjem letu kot nalogo si zastavili oziroma jo tudi izvedli, se pravi razgovor z Ministrstvom za kulturo oziroma Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje, to je na eni strani, na drugi strani je pa Arso, se pravi vodarji, glede tega, da je tu tudi potok Draganja. Torej, te sestanke smo opravili, razgovore in tako dalje, in moram povedati, da nekako Zavod za kulturno dediščino pač v končni fazi nekako z primerno umestitev ceste v ta prostor se strinja. Tudi Arso, kar se tiče problem poplavne varnosti, ker tam to je pa res tudi problem, nekako tako kot sem rekel, tudi z njimi smo upravili razgovor in nekako z skupnim sodelovanjem v prihodnje bi bilo možno to tudi realizirati. Seveda je potrebno tudi za to območje sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ker so pač vključeni vsi ti akterji, kot sem že zdaj omenil, predvsem pa prometniki. Ne. Seveda istočasno smo lani se lotili tudi reševanja, pa bi rekel izdelave projektne dokumentacije za urejanje Trškega jedra, to imam predvsem v mislih, bi rekel, tako imenovane te povozne ali pa pohodne površine, seveda z pripadajočo ostalo infrastrukturo, ki je tam, ne, se pravi tudi vse te zadeve, kot je recimo elektrika, kabelska napeljave, kabelske televizije, telefon in tako dalje, ki bi bilo potrebno v prihodnje tudi umestiti v zemljo. Tako da tudi ti projekti so pripravljeni in nekako ureditev samega Trškega jedra se lahko lotimo takrat, če bi seveda za to bil evropski denar tudi. Ne? In nekako kljub temu, da to, kar sem prej povedal, konkretno danes denar za to ni namenjen, saj v tem delu zdaj tega razpisa za dogovor nekako aktivno sodelujemo pri pripravi določenih projektov regijskega pomena, se pravi reševanje Trškega jedra. Jaz sem takrat pred par meseci bil pobudnik tega in smo nekako občine, ki imamo podobne trge, ne, se lotili projekta, se pravi pripravo skupnega investicijskega programa oziroma DIP-a, kjer bi pač več občin sodelovalo z urejanjem trških jeder v Savinjski regiji. In bi pol to bil tudi tak en regijski projekt, ki bi pač z njim poskušali pridobiti evropska sredstva. Ampak trenutno po tem operativnem programu ni neke prednostne osi, ker zdaj je to dejansko prikazano, kje se lahko prijaviš na katero prednostno os. Prednostno os pomeni, da je to področje definirano, to pa lahko na konkretnem primeru so takšni in takšni projekti. Ne? Ampak upamo, da bo v prihodnje tudi prišlo nekako, ali pa bo aktualno tudi to področje. Če morda se dotakneva zdaj področja vzgoje in izobraževanja mladine, otrok, imate, kljub temu, da sta majhna občina v Rogatcu kar nekaj, imate matično osnovno šolo v Rogatcu, pa 2 podružnični osnovni šoli. Ena je bila tudi prav z pomočjo sredstev tudi sanirana v Dobovcu. Koliko pomembne so recimo za takšno občino, kot je Rogatec, podružnične osnovne šole?
Ja, jaz menim, da je zelo pomembno, da so pomembna neka zgodovinska dejstva, ne, za vsako občino, prav gotovo tudi za našo občino, in to pa želim pa poudariti to, ne, da recimo v krajevni skupnosti Dobovec je bila osnovna šola desetletja, ne obstajala, tudi danes obstaja, čeravno je bila tam zgrajena nova, na novi lokaciji, enako je z krajevno skupnostjo Donačka Gora, ker je tudi podružniška šola, ki je dejansko še iz časa, ali pa arhitektura iz avstro-ogrskega obdobja, tako da nekako menim, da bi težko ljudje se danes sprijaznili s tem, da bi se pač šole, tako imenovane podružniške šole v krajih ukinile, ne. Kljub temu, da tudi jaz velikokrat slišim na ta račun, ker določene pripombe, predvsem v zadnjem obdobju, ko se je vse skupaj predvsem vrtelo okrog tega varčevanja in tako dalje, da glede na dejstvo, da imamo v Rogatcu centralno šolo, cirka 800 metrov stran pa podružniško šolo. Ampak predvsem sem ravno v teh dneh malo pogledal demografijo, stanje, kakšno je danes trenutno, ne, osnovno šolo obiskuje v naši občini cirka 230 ali 35 otrok, ne, ampak perspektiva za naprej kaže, je kar pozitivna, ne, recimo v naslednje leto približno enako, pol se pa kar po 20 otrok povečuje vsako leto, tako da smo lahko veseli predvsem tega, da nam število otrok prihodnje ne bo upadalo, ne, to je res velik problem, ker veste, da tudi v Rogatcu je bilo pred 20 leti, 30 veliko več otrok, kot jih je danes, ne. Kaj pa gradnja nizkoenergetskega vrtca? Ja, glejte, zdaj konkretno, ko ste še me prej vprašali, glede sanacije teh podružniške šole Dobovec, tudi pred 2 leti, mislim, da že bo zdaj kar 2 leti nazaj, smo energetsko sanirali osnovno šolo Rogatec, se pravi najprej Rogatec, centralno šolo, potem pa tudi podružniško šolo Dobovec. Moram povedati, da je res sama investicija bila upravičena, kar precej se privarčuje zdaj pri porabi energije, tu mislim, kar se tiče ogrevanja, tako da je prav gotovo evropski denar bil pravilno uporabljen oziroma tudi upravičljivo namenjen. Seveda smo se pa v letošnjem letu lotili tudi novega projekta, to je izgradnje vrtca oziroma tako imenovanega nizkoenergetskega vrtca pri osnovni šoli Rogatec. Vemo, da danes je vrtec kot samostojni objekt v samem Trškem jedru v Rogatcu. Že ko se je izdelala projektna dokumentacija za novo osnovno šolo Rogatec pred 10 leti, je bil tam na tej lokaciji predviden tudi vrtec, se pravi šola in vrtec. In zdaj smo letos se lotili tega projekta in sicer bi naj vrtec z 6 oddelki bil kot prizidek osnovne šole. Projekt za gradbeno dovoljenje še ni končan, nekako do konca leta bi se naj tudi izdelal, potem bomo, upam, v prvih mesecih prihodnjega leta pridobili tudi gradbeno dovoljenje, potem je potrebno še izdelati projekt za izvedbo in dejansko bomo imeli pripravljene projekte za pač realizacijo tega projekta, ki je vredno okrog 1 milijon evrov, seveda tu bi rekel, brez nekega državnega denarja, evropskega denarja, investicije ne bo možno izvesti in jaz na tem področju pričakujem, ker danes veliko govorimo o varčnih objektih in tako dalje, da bo tudi za to področje v prihodnje se našel tudi evropski denar oziroma domači denar, ker govorimo o nizkoenergetskem vrtcu. Gospod župan, kako pa je s proračunom za leto 2016 v občini Rogatec, glede na to, da se leto izteka, ga imate že pod streho, vsaj tisti osnutek, in kam boste v večini namenili sredstva? Ja, moram povedati, da je občina Rogatec že pač precej let pripravljeno 2-letni proračun, tako da smo mi tudi v
v lanskem letu, se pravi v začetku leta 2015 prejeli dvoletni proračun za leto 2015 in 2016. Seveda bomo glede na situacijo, predvsem ko sem uvodoma govoril o tako imenovani primerni porabi in še nekih ostalih dejstev tokom leta, ki so se odvile, prav gotovo v januarju pripravili popravek, se pravi rebalans proračuna in nekatere zadeve moram povedati, da bojo dodatno vključene v proračun. Tudi na zadnji seji v začetku tega meseca smo sprejeli na občinskem svetu oziroma vključili v proračun že dodaten načrt razvojnih programov za naslednje obdobje, kjer pač smo vključili tiste projekte, ki bi nekako bili projekti, ki bi bili dodatno aktualni za naslednje leto. Bom omenil, vemo, da je ponovno vzpostavljena železniška prometna povezava med Rogatcem in Đurmancem, se pravi med Slovenijo in Hrvaško. Sedaj vozi vlak samo popoldan, z novim voznim redom celo dopoldan, ker bo prometna povezava tudi z Zagrebom. In železniška proga v naselju Trličnem prečka, oziroma tako bom rekel, lokalna cesta pa javna pot prečka železniški prehod, nezavarovan, in nekako je Agencija za železniški promet oziroma Ministrstvo za promet imelo posluh, da bi se tam uredila nova cesta na novi lokaciji, kjer bi se ta dva železniška prehoda odpravila. Podpisali smo že sporazume o sofinanciranju oziroma o financiranju in ta projekt bi naj realizirali tudi v prihodnjem letu in smo ga že nekako vključili v NRP in bomo ga mogli vključiti tudi v proračun za naslednje leto. To je en pomembnih projektov, če se bo le realiziral. Potem je projekt ureditev ali izgradnja pločnika ob glavni cesti v naselju Dobovec. Kar nekaj let je že ta projekt aktualen, tudi ker ga financira ali pa sofinancira Ministrstvo za promet. Nekako nam je uspelo, da je vključen ta projekt v državni proračun, sedaj ko se sprejema proračun za leto 16-17 in upam, da bomo, oziroma ta projekt moramo tudi vključiti v naš proračun in upam, da se bo to tudi v letu 2016 in 2017 realiziralo. Tako da to sta dva nova projekta, oziroma kar še nekaj jih je zraven, kot na primer postajališče za avtodome. To je aktualni projekt za 6 občin oziroma 5 občin Obsotelja in Kozjanskega in tudi ta projekt bi naj, vsaj projektna dokumentacija bi se naj izdelala naslednje leto, realiziralo 2017. Vemo, da je predvsem, ko smo se prej veliko pogovarjali o naši kulturni dediščini ali pa turistični ponudbi, kar precej ljudi pride z avtodomov v Rogatec, ker recimo včasih, ker se vemo, da je to pri nas zakonsko še dokaj slabo urejeno, marsikdo prenoči kar pred občinsko stavbo in tako dalje. In bi mi pri muzeju na prostem, to smo zadnjič tudi za tisto območje razveljavili tako imenovane zazidalne ureditveni načrt, kjer bi se naj uredilo tako imenovano novo postajališče za cirka 4-5 avtodomov. Tako da tudi ta projekt bi naj vključili zraven. Seveda tisto, kar smo danes obravnavali tudi na razvojnem svetu regije, ko smo govorili o projektih, ki bi naj šli za dogovor. Tudi v tistih projektih nekje se vidimo mi, občina Rogatec, konkretno podjetniški inkubator, in če bo to tudi dejansko sprejeto tudi strani ministrstva, nekako tudi pričakujem veliko od tega projekta in to bomo tudi vključili zraven. Moram pa tudi omeniti kar velik zalogaj za občino za naslednje leto, 2016, kar je pa vključeno že v proračun, nabava novega gasilskega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Dobovec. To je gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov in nekako smo se tudi že dogovorili, da bi se naj to vozilo nabavilo. Tu imamo pa tak sistem financiranja, da dejansko občina v 3 letih zagotavlja denar, avto naroči gasilsko društvo, seveda na leasing, in po 3 letih se to
odplača. Moram povedati, da smo ena od redkih občin v Sloveniji, ki je pravzaprav za ogromno gasilskih vozil oziroma ogromno denarja se je preteklo se že vložilo v to, ki pravzaprav skoraj 100%, oziroma kar rekel 100% vedno občina zagotovi za nabavo vozil denar. Gospod župan, omenjala sva kar na začetku, pa že vmes nekako to turistično ponudbo občine Rogatec in ena izmed prireditev, ki je bila zdaj in je mogoče tudi nekako bila uvod v ta praznični december, je tudi ta vaša znana turistična tržnica. Ste zadovoljni recimo s tem, kar se dogaja, kar pokažejo tisti, ki pridejo? Ja, lejte, tudi to prireditev pripravi Zavod za kulturo, turizem in razvoj in je nekako že tradicionalno nekaj let. Pravzaprav je to uvod, tako kot ste že omenili, v to praznično vzdušje ali v praznični čas. Seveda smo kar zadovoljni, predvsem smo pa tudi zadovoljni, da je, bi rekel, v samem kulturnem programu tudi sodeluje različna društva, tako da je pač to en od tistih segmentov, kjer, bi rekel, pravzaprav je tudi dodana vrednost glede promocija same občine Rogatec. Pa jaz mislim, da skoraj ne moreva še mimo ene stvari, mogoče bova kakšno tudi izpustila v času, ki nama je odmerjen. To pa je vaš klub malega nogometa Dobovec, ki je zdaj nekako ponesel slavo Rogatca, pa tudi malega nogometa v svet, naredil tudi marsikaterega športnega navdušenca za mali nogomet. Ja, veste, da smo, oziroma najprej bom rekel, jaz osebno kot župan, ker sem pravzaprav v šport kar dokaj aktivno vključen, predvsem imam v mislih, kako zagotoviti denar, posamezno vemo, da imamo tudi klub Mons-Klavdijski velik nogomet, to je 3. slovenska liga, ne? In bi rekel, ta mali nogometni klub Dobovec nam je pa res prinesel samo veselje v tem letu, glede na to, da so osvojili naslov državnega prvaka in se dejansko vrstili v tekmovanje v evropsko tekmovanje. Potem smo celo mi bili domačini v predkrogu, se pravi, čeravno je se zadeva odvijala v dvorani Podčetrtek, glede na to, da je bil pač pogoj, da mora dvorana zadostovati kapaciteti najmanj 1000 gledalcev. Tam smo osvojili drugo mesto in se uvrstili dejansko med 16 ekipami v Evropo. Potem smo odpotovali v Madrid. Seveda je to, bi rekel, neka nova preizkušnja bila. Res je bilo, bi rekel, enkratno vzdušje, kljub temu, da rezultat, jaz rečem, je tudi odličen, ne? Ker dejansko na konci, ko so to sešteli, kje pa sploh smo na koncu, je to 10. mesto v Evropi. Vemo, da smo 2 tekmi izgubili, zadnjo smo celo zmagali, tako da en mali klub, ali pa bi rekel klub z malega kraja, se pravi iz Dobovca, 10. v Evropi, je res čudovita zadeva. Bi pa mogoče še to dodal, da predvsem se tu klubi med sabo pomoči merijo, predvsem koliko je denarja, ne? Nažalost je to, ne? In ko ti tam poslušaš, da je en klub iz Belorusije, ki je tekmoval, ima proračun nekaj nad 400 000 evri, pa Francozi menda 500, 600, pa domačini, da ne govorim, tu se pa o milijoni govori, Inter, Madrid, pa en klub Dobovec, ki ima proračun 40-50 000 evrov, da lahko fantom samo čestitamo. In sem tudi res vesel, da so prejeli občinsko plaketo v letošnjem letu. Ob občinskem prazniku ste imeli slavnostno sejo, rekli ste, med nagrajenci je bil tudi klub malega nogometa Dobovec, pa tudi številni tisti, ki nekako zaznamujejo utrip v občini Rogatec. Verjamem, da nekaj tega sva uspela ujeti v tole oddajo, marsičesa tudi ne, pa bova pustila za prihodnje srečanje. Jaz se strinjam, vse se ne da na hitro povedati, glede na to, da je utrip življenja v naših krajih, ne, v občini in tako dalje, dokaj pester in jaz sem samo vesel tega in želim, da bi tako bilo tudi v prihodnje.
To vam želimo tudi mi, vam osebno veliko zdravja, vašim prebivalkam in prebivalcem pa vse dobro v letu, ki počasi prihaja. Seveda, hvala vam, tudi jaz osebno pa prinašam pozdrav tudi za občine Rogatec in seveda veliko uspeha VTV v vaši televiziji tudi v naslednjem letu. Hvala lepa za obisk v studio. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa lahko noč, morda s povabilom obiščite občino Rogatec, splača se. Nasvidenje.